Lep pozdrav z moje strani, hvala tudi organizatorjem, še posebej Marku Borisu za pripravo tega odličnega dogodka. Moje izvajanje tukaj bo razdeljeno v 3 dela. V prvem delu bom govoril o splošni ravni uresničevanja človekovih pravic v Sloveniji, še posebej o uresničevanju Evropske konvencije človekovih pravicah v slovenskem pravnem redu. Potem bom prišel iz splošnega na specifično in bom govoril o nekaterih zadevah, ki jih sproža zadeva Patria, še posebej o pravici do poštenega sojenja ter o pravici do zasebnosti. Če mi dovolite, bi svoje izvajanje začel z enim pogledom v zgodovino nekaj desetletij nazaj. Ko sem pisal doktorat na Škotskem pred nekaj leti, sem imel to srečo, da sem lahko srečeval in debatiral z enim stebrom slovenstva, profesorjem Ljubom Sircem. In on mi je med drugim tudi povedal, kako je potekalo sojenje proti njemu v tako imenovanih zglasnih dahovskih procesih v začetku 50-ih let. In kako je slovenska javnost takrat imela sicer možnost slišati in poslušati sojenje proti tem tožencem, vendar vsekakor sojenje ni bilo nepristransko oziroma neodvisno. Podoben primer, če pogledamo v sojenje oziroma preganjanje profesorja na tej pravni fakulteti, Borisa Furlana, ki so ga oblasti po drugi svetovni vojni izključile iz javnega življenja in ga prisilile v neko marginalizacijo, še več, prisilile so ga, da ga je neka množica ljudi skoraj utopila v Savi v Redovnici. Zaradi teh dveh primerov imamo naša mlajša generacija, pa tudi vsi, ki delamo v akademski sferi in v pravosodju, toliko večjo odgovornost pa breme, da potegnemo ločnico med tistim, kar je nekoč bilo in tistim, kar je zdaj je, glede pravice do poštenega sojenja. In če mi dovolite, bi nakratko povedal nekaj besed o uresničevanju Evropske konvencije človekovih pravic v Sloveniji, kjer dosti pove o uresničevanju oziroma stanju slovenskega pravosodja. Sodišče, Sodišče v Strasbourgu je do sedaj razsodilo v nekaj več kot 220 primerih zoper Slovenijo. Večina primerov se nanaša zaradi nespoštovanja pravice do sojenja v razumnem. Še več kot to, od teh 220 zadev, 215 zadev še vedno čaka na izvršitev. Letos aprila je Svet Evrope podal poročilo o izvrševanju sodb Evropskega sodišča človekovih pravic v domačih pravnih redih in je podal tako prelepo preglednico, kjer lahko vidite, da je Slovenija na neuglednem 8. mestu po številu neizvršenih sodb v slovenskem pravnem redu. 212 sodb Evropskega sodišča zoper Slovenijo ni bilo še izvršenih. In Slovenija se tako znajde v združbi z Moldavijo, Romunijo, Bolgarijo, Italijo in podobnimi državami. Slednja ilustracija samo poda določen uvid v stanje slovenskega pravosodja, ki ga na določen način izraža tudi zadeva Patria. In če mi dovolite, bom zdaj... Upajmo, da bo zdaj bolje. Se opravičujemo za komplikacije. Se veste, kakšna je tehnika. Hvala lepa za potrpljenje. Ta statistika v bistvu prikazuje stanje slovenskega pravosodja. Na nek način zadeva Patria prikazuje na bolj specifičen način. Če mi dovolite, bom zdaj se osredotočil na 2 določbi Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki govorita o zadevah, ki so pomembnega pomena v zadevi Patria. Prva je pravica do poštenega sojenja, druga je pravica do zasebnosti. Ker vem, da med vami ste vsi pravniki, bom počasi razložil, kaj sploh člen 6 Evropske konvencije
poudarja. Člen 6 Evropske konvencije je v bistvu sestavljen iz 3 delov, iz 1., 2. in 3. odstavka. V prvem stavku v bistvu Evropska konvencija človekovih pravic poudarja, da mora sojenje potekati pred nepristranskim, neodvisnim sodiščem in mora potekati v razumnem roku. V bistvu, kar določa si lahko pogledate prvi stavek 6. člena. Prvi stavek v bistvu podaja minimalne garantije za varstvo človekovih pravic oziroma pravice do poštenega sojenja v sodnem postopku. V bistvu ima 5 delov ta prvi stavek. Prvi del je dostop do sodišča, vsakomur izmed nas mora biti omogočen dostop do sodišča. Drugi del je bolj splošna pravica do poštenega sojenja. Sodišča v vseh državah članicah Sveta Evrope si morajo prizadevati, da ustvarja nepristranskosti, neodvisnosti pri sojenju. In ta tisk nepristranskosti mora potekati tako pred začetkom obravnave med sojenjem in potem že v času razglasitve sodbe. En del te pravice do poštenega sojenja je tudi pravica do javne obravnave in do javne razglasitve sodbe. Evropsko sodišče že večkrat poudarja, da morajo države članice zagotoviti primerne prostore, v katerih bo potekala javna obravnava odločena. Tako na primeru Rikan proti Avstriji. Če država ne zagotovi primerne obravnave, je pač v kršitvi prvega odstavka 6. člena Evropske konvencije. Prav tako je sodišče večkrat poudarilo, da je prikrito sojenje, oziroma sojenje in kamera, skrivno sojenje v nasprotju z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Hkrati pa to ne pomeni, da samo javno sojenje že pomeni, da je sojenje pošteno. Si spomnim prihodovanja naših Lidkov babic o dahovskih procesih, ko so lahko poslušali sojenje na ulicah Ljubljane, super sedmerica obtožen. Torej, javno sojenje še ne pomeni, da je sojenje pošteno. V zvezi z pravico do javnega sojenja je tudi pomembno poudariti, da ima javnost pravico zvedeti tu in zdaj, kaj se dogaja v sojenju. Slednje je seveda še toliko bolj pomembno v zadevi, ki jo obnavljamo danes, ker lahko se postavimo na stališče, da novinarji lahko tudi med samo obravnavo pač so v stiku z javnostjo prek teh sodobnih naprav, preko Twitterja, Facebooka, LinkedIna in tako naprej. Evropska konvencija za človekove pravice in tudi sodna praksa Evropskega sodišča poudarja to pravico obveščenosti javnosti. In sodišče, te država, sodišča si mora prizadevati, da bo uresničevala to pravico. Poleg teh členov, ki se jih naštel, sta še dva pomembna elementa pravice do poštenega sojenja, to sta pravica do sojenja v razumnem roku, v kateri v slovenskem pravnem redu vidimo veliko, te pravica do neodvisnega in nepristranskega sodišča. Kaj to pomeni nepristransko pa neodvisno sodišče? V bistvu lahko razločimo to na subjektivni pa objektivni del. Objektivni del so neke karakteristike, ki jih mora izpolnjevati sodnik, pa če spremlja izobrazba, izpit in tako naprej. Subjektivne značilnosti so pa, da sodnik daje nek vtis, da deluje nepristransko. Se pravi, da celotna javnost vsi izmed nas, da ga dojemamo kot nepristranskega, neodvisnega in da mu zaupamo, da bo podal nepristransko, neodvisno odločitev. Pri tem je še vedno poudariti, da to načelo velja tudi za državno tožilstvo. Tudi državno tožilstvo mora ravnati nepristransko pa neodvisno. Seveda na drugačen način kot sodišče. Tudi že Beneška komisija, to je strokovno telo Sveta Evrope, je že večkrat poudarjala svojih mnenjih, da si morajo države članice pozadevati, da državni tožilci ne ravnajo na podlagi neke diskrecijske politične odločitve, temveč da podajo obtožnico oziroma obtožni predlog zoper nekoga na podlagi strokovne odločitve. Dobro. Drugi stavek 6. člena.
Drugi stavek 6. člena poudarja se nam znano domnevno nedolžnosti, ki izhaja tudi iz 29. člena slovenske ustave. Na videz ni nič kontroverznega glede te določbe, vendar je pa Evropsko sodišče to domnevno nedolžnosti še bolj poudaril. In v primeru Barbera Meziguje Cabardo proti Španiji je poudarila, da morajo sodniki oziroma člani tega sodnega senata začeti sojenje brez stališča o zadevi. V angleščini se to sliši takole: without the preconceived idea that the accused has committed the offense. Se pravi, brez naprejšnjega stališča, da je obtoženi storil kaznivo dejanje. Zdaj prihajam še na tretji stavek 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki pa govori še o nekih dodatnih minimalnih varovalkah, ki jih morajo države zagotoviti vsem obtoženim v kazenskem postopku. Prva varovalka izmed teh je seznanitev z obtožbo. Se pravi, obtoženec mora vedeti, kaj ga država oziroma državno tožilstvo obtožuje. Če tega ne ve, je takšno postopanje državnega tožilstva v nasprotju ne samo z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, tudi v nasprotju z 22. in 23. in 24. členom slovenske ustave. Potem druga komponenta tega tretjega stavka 6. člena Evropske konvencije je, da mora imeti obtoženi pravico do ustreznega časa in prostorov za pripravo svoje obrambe, da lahko učinkovito pripravi svoje stališča in govori na argumente obrambe. Hkrati pa tukaj še lahko podamo pravico do pravne pomoči, pa pravico do zaslišanja prič. V zvezi s tem pravicami obrambe, ki izhajajo iz tretjega stavka 6. člena, moram poudariti, da morajo biti vsi dokumenti, ki se predstavijo nekomu sodišču v domačem jeziku te države. To tudi izhaja iz sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice iz zadeve Kamcinski proti Avstriji iz leta 1989, kjer je zapisala, da ima država obveznost, da zagotovi prevod dokumentov zato, da uresniči pravico zaščitenega sojenja. Če ni prevoda dokumentov v domači jezik, pravica do poštenega sojenja ni v polni meri uresničena. Dobro, zdaj pa, če mi dovolite še, bi se osredotočil na pravico do zasebnosti, ki pa izhaja iz 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah. Če mi dovolite, jo preberem. Vsakdo ima pravico do spoštovanja svojega zasebnega in družinskega življenja, svojega doma in dopisovanja. Podobno določbo najdemo tudi v drugem stavku 37. člena slovenske ustave. Pri tem se pač postavlja vprašanje, še posebej v teh sodobnih časih, ali je to pravica do zasebnosti in dopisovanja velja tudi za te sodobne medije, za elektronsko pošto, za komuniciranje na Facebooku, na Twitterju, pa v drugih spletnih mrežah. Seveda, ne? Po analogiji varstvo zasebnosti dopisovanja velja tudi za sodobne aplikacije. Pri tem se moramo pač vprašati, kdaj lahko državno tožilstvo oziroma kriminalisti posežejo to pravico do zasebnosti. Ali sploh to lahko storijo. Seveda pravica do zasebnosti ni absolutna, pravica do zasebnosti je relativna pravica, ki se lahko meji z uporabo načela sorazmernosti, kar bi v nekem abstraktnem pomenu pomenilo, da je poseg možen samo na podlagi nekega zakonskega pooblastila, se pravi, da ima policija neko zakonsko pooblastilo za poseg v elektronsko pošto, potem poseg mora ex ante, se pravi, predhodno odobriti sodišče, brez sodne odredbe takšen poseg poseže v pravico do zasebnosti posameznika. Kot tri, seveda, poseg mora biti časovno omejen, ni dovoljeno, da policijski organi oziroma državni organi imajo neomejeno pravico
da posegajo našo elektronsko pošto in naše spletne aplikacije. In pod 4 je seveda poseg je samo nujen, je samo dopusten, če je nujen za dokončanje nekega kazenskega postopka, pa za neko varnost države. Brez upoštevanja teh pogojev poseg v zasebnost elektronskega podpisovanja oziroma poseg v zasebnost posameznikov ne more in ne sme biti dovoljen. Če mi dovolite, da zaključim, pravica do poštenega sojenja sodi med temeljna načela pravne države. Načelo pravne države pa izhaja iz prvega člena Slovenske ustave, to tudi iz preambule Evropske konvencije človekovih pravic, ki govori o vladavini prava. Če pravica do poštenega sojenja ne bo v celotni meri uresničena v slovenskem pravnem redu, se v slovenski državi ne piše dobro, pa tudi sem na. Hvala lepa.